Pozdravljeni v delovnem studiu Gospodarstvo. Danes bomo govorili o jesenski napovedi gospodarskih gibanj, ki so jih pripravili na Umarju. Naš gost je direktor Umarja, gospod Boštjan Vasle. Lepo pozdravljeni. Gospod Vasle, kaj je Umar vodilo, da je izboljšal letošnjo gospodarsko napoved in tudi napoved za prihodnje leto? Kateri trendi, katera gibanja so zame? Kar nekaj dejavnikov je, ki so se v zadnjem času izboljšali od priprave naše zadnje napovedi. Mogoče bi začel z mednarodnim okoljem, kjer se razmere v tem ožjem krogu držav, s katerimi gospodarsko največ sodelujemo, umirjajo. Pričakuje se postopna krepitev gospodarske aktivnosti v naših največjih partnericah. To je pomembni dejavnik seveda za slovensko napoved. Poleg tega so se stabilizirale razmere na finančnih trgih in podatki nakazujejo tudi, da bi se v celotnem evropskem prostoru počasi lahko začelo izboljševati tudi kreditiranje podjetij. To so dejavniki, ki prihajajo k nam iz mednarodnega okolja. Ko pa pogledamo razmere v Sloveniji, pa ugotavljamo, da je kar nekaj procesov, ki dobro napredujejo. V mislih imam sanacijo bančnega sistema, postopno razdolževanje podjetniškega sektorja, tudi kažejo se nekateri znaki umirjanja tega padanja kreditiranja, bančnega kreditiranja podjetij in vse to nas je vodilo do tega, da smo nekoliko povišali napoved gospodarskih gibanj za prihodnje leta. No, ko gre za gonila gospodarske rasti, opažamo, da v Umarju še naprej stavite, da bo slovenski BDP poganjal izvoz. Prihaja pa do spremembe, skratka ugotavljate, krepi se zasebna potrošnja, medtem ko javne investicije pa upadajo, oziroma vsaj za prihodnje leto. Kako to pojasnjujete? Glede na majhnost slovenskega gospodarstva, našo tradicionalno veliko odprtost je izvoz vedno pomemben dejavnik gospodarske aktivnosti in sedaj, ko se postopoma krepi tudi to mednarodno povpraševanje, ko so slovenska podjetja naredila precej za to, da so izboljšala svojo stroškovno konkurenčnost, ko je sedaj ta razkorak med stroški dela v Sloveniji in povprečju Evropske unije ugodnejši za Slovenijo, je seveda to posledica teh dejavnikov, da se bo izvoz še naprej krepil. Ugotavljamo pa hkrati, in to pričakujemo tudi za prihodnje leta, da se krepi prispevek domače potrošnje, da se potrošnja prebivalstva po 3 letih najprej stagnacije, potem pa globokega padca začela krepiti, kar je seveda povezano s tem, da se izboljšujejo razmere na trgu dela, da se povečuje zaposlenost, da je manj brezposelnih, da so se v zasebnem sektorju povečale tudi plače in vse to je vodilo do boljšega, ne samo večjega razpoložljivega dohodka, ki ga imamo prebivalstvo za trošnje, ampak tudi do izboljšanih pričakovanj. Tako da, ko pogledamo strukturo nakupov posameznikov, ugotovimo, da ne kupujemo več samo teh najnujnejših dobrin, ampak so se tudi bolj trajne dobrine nakupi teh trajnih dobrin začeli povečevati. No, vidimo, da tudi vlada s svojo proračunsko politiko nekako proaktivno krepi zasebno potrošnjo. Za prihodnje leto je predvideno izredna uskladitev pokojnin. Vlada načrtuje tudi povišanje mase plač v javnem sektorju za 1,7%, kot je rekel minister za finance. Kako vi to ocenjujete? No, ti dejavniki rast mase plač bodo gotovo prispevali k večjemu razpoložljivemu dohodku, prav tako ukrepi, ki so predvideni na področju pokojnin in socialnih transferjev. Hkrati pa je precej pomembno z našega vidika oziroma z vidika gospodarske napovedi tudi to, da se ohrani to dobro razpoloženje oziroma pozitivne pričakovanja, ki jih imajo v tem trenutku posamezniki glede nadaljnjega razvoja dogodkov. Skratka, računate na to, da bo to boljšo klimo, to višjo rast bruto domačega proizvoda, da bo še bolj občutilo prebivalstvo? V bistvu, da. Podatki, ki jih dobivamo z trga dela, številke glede tega, koliko ljudi je dobilo delo v lanskem letu, koliko ljudi je bilo brezposelnih v lanskem letu in predvsem razlogi, ki so do teh gibanj privedli, to pa so, da je brezposelnih manj zaradi manj stečajev, zaradi manj poslovnih težav podjetij, da je zaposlenih več zato, ker podjetja so našle nove poslovne priložnosti, tudi rast plač nazadnje, vsi ti podatki govorijo pred temu, da se bo ta gospodarska rast, ki se krepi sicer zelo postopoma in počasi, da se bo odrazila tudi na vsakdanjem življenju prebivalcev. No, poglejte, ob teh, bi rekel, pozitivnih premikih pa tudi ugotavljate na Umarju, da bomo v Sloveniji šele leta 2017 prišli
po bruto domačem proizvodu na ravni iz leta 2008. Zdaj, kaj Sloveniji manjka, da bi dosegala višje stopnje gospodarske rasti, da bi ne zaostajala za državami, s katerimi smo se včasih lahko primerjali oziroma jih zelo presegali? Seveda, ko govorimo o teh stopnjah gospodarske rasti, v lanskem letu 3% rast bruto domačega proizvoda, letos pričakujemo 2,7, potem v naslednjem letu 2,3, so to stopnje, ki so v primerjavi s kriznimi leti relativno ugodne, relativno spodbudne, pa vendar. Če pa se primerjamo z leti pred izbruhom krize, s tistimi stabilnimi leti, ko je Slovenija rasla nekje med 3,5 in 4% letno, pa še precej zaostajamo za ravni, ki smo jih dosegali v času pred krize. Zdaj, ključno za to, da se gospodarska rast v Sloveniji ukrepi in da se potem nadaljuje ta proces dohitevanja razvitejših držav, ki je na nek način naš osrednji gospodarski cilj, bo najprej potrebno razrešiti ta problem pomanjkanja kapitala v Sloveniji. To lahko naredimo po naši oceni predvsem preko 3 kanalov. Prvi je, da razrešimo klopčič med bankami in podjetniškim sektorjem, namreč ta tok kreditov v tem trenutku še vedno ni stekel, čeprav imamo na eni strani podjetja, ki so manj zadolžena, na drugi strani banke, ki razpolagajo z več sredstvi, pa vseeno tukaj še vedno vlada velika previdnost in negotovost, tako da ta tok še ni stekel. Potem drugi kanal je seveda, da omogočimo podjetjem v večji meri, da si ta sredstva pridobijo preko alternativnih virov, preko kapitalskega trga, ki je v Sloveniji že praktično celotno poosamosvojitveno obdobje precej nerazvit, kljub številnim idejam, predvsem manj naporom, da bi ga spodbudili. In potem na tretjem mestu še ta pomemben kanal pritoka tujega kapitala preko tujih investicij, preko privatizacij in tudi prodaje slovenskega premoženja, o katerem je bilo v preteklih letih precej govora, ampak rezultati so vedno še relativno skromni. Slovenija je še vedno precej na repu te skupine držav, ko se primerjamo znotraj Evrope glede pritoka tujih investicij. Tako da ta vprašanje kapitala je kratkoročno ključni problem, ko pa pogledamo nekoliko bolj dolgoročno, potem pa ugotavljamo, da Slovenija kljub temu, da je zelo odprta država, da precej sodelujemo s tujino, zaostajamo po teh ključnih kazalnikih, ki determinirajo našo konkurenčnost. To je predvsem produktivnost, tako da tukaj bo treba nekaj spremeniti. Potem je pa seveda na drugem mestu še vprašanje demografskih sprememb. Slovenska družba se hitro stara, to bo močno vplivalo na trg dela. Že v naslednjih 6-7 letih lahko pričakujemo, da se bo število delovno sposobnega prebivalstva zmanjšalo, da se bo število starejših prebivalcev nad 65 let močno povečalo. In vse to so dejavniki, ki bomo morali aktivno nasloviti, če nočemo, da se bodo na koncu samo negativno izrazili na področju javnih financ. No in za konec še aktualno vprašanje, begunska kriza. Omenili ste že demografske izzive Slovenije, a je lahko, pravi pristop do reševanja, teh begunskih vprašanj tudi neke vrste priložnost za Slovenijo, da dobimo, kvalificirane delavce iz tujine? Dejansko, ko smo pripravljali demografske projekcije in ko smo gledali, kaj se bo zgodilo slovensko, kakšna bo ta demografska slika Slovenije v naslednjih 10 letih, 20, 30 letih, potem ugotavljamo, da bomo zelo hitro prišli do problema, ko bodo dejansko pritok tuje delovne sile ena izmed pomembnih rešitev za vprašanje tega demografskega problema, za finančne probleme, ki so s tem povezani, za vprašanjem zadostne primerne delovne sile. Tako da, če imamo vse te dejavnike v mislih, potem je lahko seveda tudi ta sedanja begunska kriza del širše rešitve. Hvala lepa za vaše pojasnilo. Hvala tudi vam.